1320 Glinenčko simbolira kaj? Simbolira potencialne žrtve delovanja T6 v 40 letih. Vsako leto se pričakuje po raziskavah, da bo 33 žrtev zaradi vsega onesnaževanja. In to je samo glede zdravstvenih žrtev, o ekonomskih pa simbolno govorijo tudi, ne, seveda. Država je odgovorna, poslanci so odgovorni za vse državljane, ki smo jih mi izvolili. Tako da mi zavzemamo stališče, da sami ne smemo plačevati v bistvu stroškov investicije, ki je popolnoma zgrešena. Seveda bi bilo pa idealno, da se projekt popolnoma ustavi. V vsakem primeru bo povzročil tako žrtve kot posledice za podnebne spremembe in druge posledice na okolje in druge stvari. Glejte, jaz tega ne bi komentiral preveč, zdi se mi pa zelo nevarno za igrati življenje, ker je življenje preveč resna stvar, da bi pa s tem govorili. Po drugi strani bi bilo treba povedati vsa dejstva, ki so, tudi ostale emitente in seveda mogoče, kaj bi bilo, če bi se v Šaleški dolini greli na posamezne kolišča, koliko bi bilo takrat imeti, koliko bi bilo takrat seveda, kot bi rekel, rojen, to sem član, tudi osebno s tem ne morem strinjati in s tem, da moja družina in moji starši živijo v neposredni bližini, potem to še dodatno neresno, pač tudi objavljati teh dejanj. Zakaj ste danes tukaj? No, kot predsednika stranke Zares seveda je jasno, da smo tu zato, ker nasprotujemo državni garanciji za T6. Kot veste, smo bili eni od prvih, če ne prvih, ki smo upozorili na spornost te investicije od vsega začetka. Danes pa žal ugotavljamo, da se korupcijsko klientelistično ozadje tega projekta potrjuje tudi skozi kriminalistične preiskave. Sporočilo je, še je čas, da ustavimo to poroštvo. Torej, čakamo zdaj najprej, kaj se bo na odboru zgodilo, potem pa je v bistvu žogica na poslancem, da oni odločijo, kaj se bo zgodilo. A bodo ti glinenčki zmleti v prah ali bodo glinenčki lahko lepo šli domov.